Zapis v spominski knjigi. Hej, vem za cerkvico na Širnem polju, v cerkvici 3 mize stoji. Za prvo mizo sam Gospod Bog sedi in sveče pri Gospodu Bogu gore. Za mizo drugo Devica Marija sedi. Pri Devici Mariji se roža razcveta in z rožice te ptička vzleta. Ni ptička, Sin Božji je, Za mizo tretjo sveti Janez sedi, pri svetem Janezu pa orglje pojo. Nam, Meni se zdi tale slovaška pesemca fletna. Plečnik 10. julija 1936. Zahvaljujem se Tonetu Kuntnerju, dramskemu igralcu in pesniku. Drage dame, spoštovani gospodje, z velikim veseljem vas pozdravljamo na nocojšnji skromni slovesnosti tukaj v Kulturnem domu Komenda. 50 let je preteklo od tiste zimske noči, ko je 7. januarja 1957 na svojem domu na Karunovi 4 v Ljubljani umrl arhitekt Jože Plečnik. Toda nocojšnjega srečanja z vami nismo pripravljali z namenom, da bi zaznamovali samo obletnico, ko nas je zapustil. Ta skromni, delavni, genialni slovenski velikan, ki je v evropskih prestolnicah, na Dunaju, v Pragi in v Ljubljani pustil nenadkraljive stvaritve svojega uma in dela. Nocoj naj bo praznik. Nocoj se spominjamo njegovega rojstva, saj je prav na današnji torek, 23. januarja 1872, kot sin mizarja začel svojo bogato življenjsko pot. Zato naj današnja slovesnost izveni veselo, radostno ter uprta tudi v prihodnost, saj mojstra Plečnika pravzaprav šele odkrivamo, tako laična kot strokovna javnost. Že stari grški modreci so zapisovali, da je smrt začetek novega življenja. Nekje nad zvezdami,
nekje v nepozabnem svetu. Nesmrtni ne umirajo, samo preselijo se. Nam pa ostaja spomin, občudovanje in ponos, da smo Jožeta Plečnika imeli in ga še vedno imamo. Tudi naša komenda, idilična vas pod Alpami, se lahko pohvali z dragulji, ki nam jih je podaril. Komaj leto pred smrtjo je na prošnjo takratnega komenskega župnika Viktorjana Demšarja oblikoval čudovit tabernakelj, ki zdaj krasi Marijino kapelo v cerkvi svetega Petra. Na cerkvenem trgu je dal postaviti tudi 2 pomnika naše preteklosti, spomenik padlim v Prvi svetovni vojni ter znamenje v počastitev Evharističnega kongresa v Ljubljani. Pa naj o tem spregovorijo naši gostje. Zato naj vas, zbrane v našem kulturnem domu, samo še toplo pozdravim v imenu pobudnikov nocojšnje slovesnosti, Turističnega društva Komenda in seveda gostitelja, župana občine Komenda Tomaža Drolca. V veliko čast nam je, da pa lahko v svoji sredini posebej pozdravim predstavnike javnega, kulturnega, cerkvenega občestva, ki so se prijazno odzvali našemu povabilu. Komenskega gospoda župnika Zdravka Žagarja, župana občine Komenda Tomaža Drolca, župana občine Cerklje Franca Čebulja, vse navzoče svetnice in svetnike občinskega sveta Komenda, navzoče svetnike mestne občine Ljubljana, predstavnike medijev ter druge goste in krajane. Seveda pa poseben pozdrav velja enemu največjih poznavalcev življenja in dela Jožeta Plečnika, umetnostnemu zgodovinarju, doktorju Damjanu Prelovšku, generalnemu direktorju Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki ga vabim, da nam... Prav lepo vabljeni, da nam spregovorite o mojstrovi bogati ustvarjalnosti. Spoštovane gospe in gospodje, visoki gosti, prijatelji umetnosti. Posebna čast mi je, da lahko pred vami spregovorim mogoče nekaj spominov na arhitekta Plečnika in še nekaj mogoče drugih zanimivosti. Predvsem pa sem presenečen, da je tako veliko zanimanje za to, za mojstra Plečnika. Ko sem pripravljal s hčerko, so pripravljali razstavo v Narodni galeriji, so to delali čisto iz občutka, da je treba nekaj narediti, da je treba tako, obletnico nekako obeležiti in pač nisva niti računala, da bo tako zanimanje. Rad bi vam pa na začetku tudi sporočil tople pozdrave našega ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, ki ta trenutek preboleva gripo v Ljubljani. Upam, da se bo hitro pozdravil. Kar se tiče Plečnika, sem ga tudi osebno imel čast enkrat spoznati. Moj stari oče je bil mestni gradbeni direktor v Ljubljani in je pravzaprav s Plečnikom sta skupaj gradila Ljubljano. To je bilo zelo enostavno v tistih časih. Dobiva so se zvečer v sobotah ob 6. pri Kolovratu in sicer je bil to umetnost in zgodovinar Frances Tele, moj stari oče in Plečnik in so debatirali v vseh stvarih. Pili so, pri kozarcu vina so se dobivali, ne v sobi za goste, ampak tam, kjer so bili vsi normalni meščani na hodniku. In kar je iz tega je nastala Nova Ljubljana. Pravzaprav to je bilo vse brez kakršnih koli posebnih dovoljenj in predpisov in vsega tega, kar imamo danes, kar nas duši, da ne moramo narediti ničesar več praktično brez nekih štempilk in podpisov. Včasih je bilo pa to, Plečnik je prišel naslednji dan v šolo, dal svojim študentom za nalogo in je potem so skupaj to reševali.
Šel je z vrtnarjem mestnim, gospodom Antonom Lapom, in sta posadila po Ljubljani, kjer se je Plečniku zdelo, da je treba posaditi kakšno drevje. No, če se vrnem, bil sem star približno 10 let, ko sem se odpravil s staro materjo k Plečniku. Spomnim se, on je bil oblečen vedno temno, imel je pravzaprav obleko, ki jo je kupil v Pragi, ker je bila dobra kvaliteta takrat češkega tekstila, je to nosil vse življenje. Imel je, mislim, potem 2 srajci, 2 para čevljev in pa širokokrajen klobuk. S tem je shajal, nobene stvari ni nikoli zaračunal, kot veste, je delal zastonj, zato je imel tudi veliko ljudi, ki so v njemu hodili po načrte, ampak Plečnik se ohranil to možnost, da pač je te načrte, če niso bili tako izvedeni, je rekel, pač to nisem jaz naredil in ni hotel s tem nič več slišati. No, spomnim se, da mi je Plečnik v tistem predsobi, ki je v njegovi hiši, ki jo verjetno poznate, je bil nek kipec, ki je bil, sem potem ugotovil, da je bil kipec od Savinškov kipec za to se pravi za ta paviljon na Brionih, in dal mi je potem svinčnik, en tak črn debel svinčnik, in sem moral risati. Medtem se je pogovarjal s staro materjo od zunaj na soncu, in potem, ko je prišel k meni, pogledal risbo in nekaj rekel. To se vse spomnim. Spomnim se pa tudi to, da je doma pri nas bilo vedno veliko govora o Plečniku, pač kot o nekem geniju, katerega so vsi pri nas spoštovali. Plečnik je narisal tudi kompletno pohištvo. Zelo zanimivo je to, recimo, kako je on delal stole. Stoli so bili narejeni vedno na ta način, da ga ni zanimalo, kako se sedi na tem stolu, kako udobno ali neudobno, ampak je naredil prototip iz mehkega lesa, zato da je lahko študiral dimenzije, da je lahko študiral potem kako konstrukcijo, in moja stara mati mogla sedeti na teh stolih in on je opazoval. Za njega je bilo pomembno, kako človek zgleda, kadar sedi v stolu, ali sedi lahko dovolj monumentalno, ali ne pa ali sedi udobno ali neudobno. Zato imamo tudi stole v knjižnici, ki so zelo monumentalni, so pa narejeni za goste, ki morajo zelo hitro odideti. Pravzaprav v teh stolih se čute zelo počaščene, ampak zelo hitro vas začne vse boleti in drsite naprej in tako naprej, ker je bilo to namenoma narejeno za ta namen. Bil je človek, Plečnik je bil eden od redkih arhitektov, ki je imel velik smisel za humor. Mislim, to je pri nas narod, ki poje tudi recimo na porokah žalostne pesmi, to naprej je nekaj značilnega za nas. Medtem ko Plečnik je bil tudi človek, ki se je rad veselil. V svoji mladosti piše v nekih spominih, da se je včasih tako razjezil s svojim bratom, mlajšim nad svojim bratom Janezom, da je z nožem tekel za njim in pravi, ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi ga ujel. Mislim, in tako naprej, ko sta stanovala na Dunaju, skupaj sta študirala, pravi tudi, da so se včasih tako sprla, da so kar stoli leteli skozi okno na cesto. No, mislim, to je bil človek, ki je pravzaprav prišel na Dunaj po tem, ko je končal v obrtno šolo v Gradcu, in je potem, ker je moj oče med tem umrl, ni imel, pač je bil premlad, da bi prevzel njegovo delavnico v Ljubljani, in se je potem ga je nekdo od teh njegovih starejših kolegov vzel na Dunaj in je bil potem delavni oziroma mizarski delavec 2 leti v nekem pohištvenem podjetju. Potem se je vpisal na pregovarjanje domačih, se je vpisal na šolo za arhitekturo, vendar prvo leto ni mogel slediti, ker pravzaprav ni imel nobene praktične izobrazbe. On ni imel dovolj tehničnega znanja, ni imel tudi neke humanistične izobrazbe. Zato je pravzaprav vse tisto, kar je potem slišal v tej šoli, vzel za krvavo zares in je potem celo življenje se trudil in se ukvarjal s tem. To je bila njegova velika prednost, ker verjetno Plečnika danes zelo na različne načine tolmačimo. Treba pa je vedeti, da je pravzaprav tukaj nekaj zelo nenavadnega. Človek, ki je pravzaprav mizarski vajenec, pride na Dunaj in potem v 3 letih postane eden najbolj zaželenih in najbolj nadarjenih mladih arhitektov. Vprašamo se, kako je to možno. Njegov učitelj Otto Wagner je ravno tistega leta 1894, ko se je Plečnik vpisal v njegovo šolo, pravzaprav nasledil profesorja Lunca na tej šoli in je začel predavati. Wagner je bil zelo praktik in on je rabil neko teorijo za osnovo
da je lahko ljudem pokazal, oziroma študentom. In takrat je bila zelo v modi teorija o oblačenju, tako imenovana teorija o oblačenju, ki jo je propagiral nemški arhitekt in teoretik Gottfried Semper. Gottfried Semper je bil avtor, kot poznate, mislim, Dunajskega dvornega gledališča, muzejev umetno-zgodovinskega in prirodoslovnega muzeja na Dunaju. In njegova teorija pa je bila ta, da je pravzaprav v arhitekturi obstojata dva originalna sloga. En slog je antika, drug slog je gotika. Iz gotike, pravi Semper, se ne da več veliko narediti, ker je to že sama konstrukcija in pravzaprav se ne da izboljšati. Osnova je torej antika. In sicer osnova vse arhitekture, temelj vse arhitekture ne bi bila umetna obrt. Če poznate Plečnikova dela, veste, da se je veliko ukvarjal z umetno obrtjo. Od umetne obrti Semper pravi, je umetna obrt je dala prve oblike arhitektom. To se pravi, to so bile tkanine, je bila keramika. Zdaj, če vzamemo, recimo preprosto, da vam to lahko približno razložim, kako ta teorija deluje, vzamete neko posodo, ki je recimo vazo, ki je vaza, kot veste, prvotno je bila vedno narejena, ali posoda je bila narejena iz keramike. Na lončarskem kolesu so vanjo razbarvali oziroma vtiskovali te značilne ornamente, bodisi z nohti ali pa so del neke vijuge in tako naprej. In to je bil osnovni element keramike. Ko se to vazo začeli delati v drugem materialu, lahko se dela v kovini, lahko se dela v kamnu, lahko v kakršnem koli drugem materialu, vedno material in njegova tehnika obdelave da drug vzorc. In tako se pravzaprav na končnem izdelku nabere cela vrsta raznih vzorcev, z katere več ne vemo, odkot prihajajo. Vsak od teh vzorcev izhaja iz neke tehnike, ki je bila lastna tistemu enemu te umestni fazi. Končni izdelek je pravzaprav eno tako, bi lahko rekli, palimpsest in to so in zdaj naloga arhitekta pa je, da ugotovi, odkot so vsi te ornamenti, odkot izvirajo, kaj je njihova prvotna oblika. In zato pravzaprav ni treba kakšne posebne znanosti, ampak je to stvar bolj intuicije. In Plečnik je bil genijalen, on je znal te stvari povezati, na srečo mu je tudi manjkalo, bi lahko rekel, neko te splošne izobrazbe, ki jo je sicer potem nadoknadil, ampak tako da je pravzaprav vse te stvari vzel popolnoma zares. Vse, kar je Semper napisal v svoji knjigi, to so dve debeli knjigi, ki se imenujejo, naslov je Der Stil iz srede 19. stoletja, to je bila osnova Plečniku, na srečo je Semper prej umrl, preden je napisal zadnjo knjigo, v kateri je hotel razložiti, kako naj se te antične oblike uporabljajo v moderni umetnosti. Ker tega ni bilo, je bila prosta pot za fantazijo vseh arhitektov, vseh umetnikov, ki so nadaljevali in se ukvarjali z antiko. To se pravi, to je nekaj popolnoma drugega kot to, kar poznate, ta neoklasicizem, kjer je simetrija, kjer so stvari vse imajo nek hierarhični red in tako naprej. Semperjeva antika je bila antika, ki se je stalno razvijala, ki ni simetrična, ki ni enaka in ki ima v sebi neko življenje. In to je ravno to Plečnikovo. Pravzaprav on je iskal, kako te oblike prilagoditi modernim potrebam. In to je smisel tega, pravzaprav pravilni odnos do gradiva. To je tisto, kar je najpomembnejše pri Plečniku. Zdaj, če nekaj primerov, da boste razumeli, kako se da fasado narediti oziroma kot s tekstilom. Osnova je bila preproga. Poglejte si, vsi imate pred očmi fasado Narodne univerzitetne knjižnice, ki je narejena kot nek tempelj, ki je prekrit z preprogo. To je preproga iz rdeče opeke in belega kamna in okna v te fasadi so oblikovana kot gube. To niso okna, ki bi bila, mislim, kakor jih poznamo iz drugih stavb, niti vrata niso tektonsko grajena, ampak je to neka guba, ki se iztisne iz tega fasadnega plašča. Tudi, ko so noč so ugrajeni vse sorte kamni, tudi tisti, ki so jih našli v temeljih bivšega dvorca, to se pravi Auerspergove palače, ki je tam stala, in Plečnik je rekel, da te kamni mora biti v ravni črti, to se pravi vodoravno mora položiti brez umestne cezure. To se pravi kot nit, ki se prepleta skozi to fasado. Keramične vzorce imamo veliko.
Tudi keramika je bila, mislim, zelo zanimiva. Recimo na Praškem gradu je Plečnik je dobil nalogo, da uredi cel vrt, južen vrt, na katerem je bilo veliko takih simboličnih mest. Eno od teh je bilo tudi, da je bil kip postavil, Plečnik je želel postaviti kip dobrega pastirja, kar bi simboliziralo dobrega pastirja naroda, kar je bil Masaryk, češko-slovaški predsednik. On si je predstavljal, da bo dobil neko antično stilizirano figuro, vendar mu da najboljši češki kiparji niso znali drugega narediti kot češkega kmeta. Plečnik je bil zelo žalosten, je potem prenehal s kiparji in je začel delati samo še posode. To so keramične posode, ki so narejene v drugem materialu, ki nimajo več funkcije posode, ampak imajo še oblike posode. Ali pa so, recimo, kelihi so lep primer. Kelihi že spet je antična posoda, od katerih je recimo eden od teh kelihov je Bohinčev kelih, ki je sestavljen iz samih ročajev. To se pravi podstavek in nodus in vse je narejeno iz grških ročajev, grške keramike, narejeno seveda v drugem materialu in tako naprej. Plečnik je vzel iz konteksta en element in ga je potem množil ali pa ga je po svoje predeloval. To je ta smisel Plečnikove umetnosti. Zdaj, verjetno nima smisla, da govorimo o delih, lahko si to pogledate na razstavi, ki je v Ljubljani, ki jo si pač predstavljena na tak način, da je pravzaprav niso samo slike, ampak je tudi teksti, da lahko tudi preberete glavne podatke oziroma kako gledati na te stvari. Plečnikova umetnost je pri nas pravzaprav, in to imamo problem z vsem, če človek je zgrožen, ker vidi, kaj se dogaja. V sredi Ljubljane pravzaprav so že dvakrat ukradli ta kipec Plečnikov, ki ga je vzima na Plečnikovem spomeniku pred Kazino, zdaj mislim dokončno izgubljen. Podarili so tisti vodnak, ki je bil, veste, da je bilo nekaj let so to obnavljali, razbili so sarkofag rimski in tako naprej. To v sredi Ljubljane se dogaja. Zdaj, ko bo predsedovanje Evropske unije, jaz na vsak način predlagam vladi, da se naredijo vsi sprejemi samo po noči, da se ne bo videli, kako so vse te fasade zanemarjene in uničene, ko bojo šle delegacije v vladno palačo. To so stvari, ki druge, v Avstriji, recimo, kjer prijete v Hofburg, ni tega, in tudi druge ne, v Italiji in tako naprej. Ampak to govori nekaj o nas samih. Mi smo tisti, ki imamo zelo bi rekel, čuden odnos do preteklosti. Zelo dolg časa sem premišljal, kaj bi lahko bil vzrok. Vzrok je seveda v tem, da v nas tiči eno globoko, mogoče zavest o tem, da moramo preživeti. Da so čez naše kraje so prihajali vsi, ki so rinili v Italijo in tako naprej. Naš človek se je mogel začeti prilagajati. Če bi se mi postavili po robu, vsem napadalcem nas že zdavni ne bi bilo. To se pravi, mi smo razvili eno izredno sposobnost prilagajanja in smo neverjetno uspešni v trgovanju in v gospodarstvu, ker smo sposobni tako delati z Balkanom kot z Zahodom ali s komarkoli drugim. Ma pa ta stvar seveda tudi eno slabo točko, to je pa to, da če se človek prilagaja tudi svoje ideale in nima nekih fiksnih točk, okoli katerih bi se, držal. Kar se dogaja, kar se je pred 2 dnevi zgodilo v Smledniku, veste, da je to višek nekega barbarizma. In pravzaprav gre za neko vzgojo, ki bi morali pravzaprav tudi pri nas v šolah, doma in tako naprej. To so stvari, ki jih ne more vlada ali pa ki jih ne more ministrstvo, niti država sama rešiti. To je stvar vzgoje, našega odnosa do tradicije. Ta odnos, kot rečeno, ker sem pač na tem mestu, da sem odgovoren za spomeniško varstvo v Sloveniji, imamo same težave. Imamo žal eno najslabših spomeniških varstv, kar obstoja. Človek se trudi, ampak so stvari, ki so leta in leta zamujene in ne vem, vzor so nam lahko tudi Hrvati, ki so imeli vojno, ki so potem uredili na vojaški način spomeniško varstvo in ki zdaj, lahko bi rekli, neverjetno dobro funkcionira in so nažalost že tudi vsaj nekaj desetletij pred nam, kar se tega tiče. To je žalostna stvar. Po drugi strani smo pa lahko veseli, da imamo Plečnika. Plečnik je, pravzaprav lahko, če gledamo nazaj, naprej, jaz mislim, da takega umetnika do zdaj ga ni bilo, sigurno ne v Sloveniji in ga tudi verjetno še precej časa takega genija ne bo. Kaj je, ali je Plečnikova umetnost danes še popularna, se lahko vprašamo.
Spomnim se, ko je Plečnik po Plečnikovi smrti je šlo to hitro v zaton, takrat so bili drugi ideali, so ljudje hodili v Skandinavijo, na Finsko in tako naprej, kjer je bilo začetek moderne arhitekture se iskali. Potem je prišel že spet nek čas, ko so vsi potovali v Anglijo, v Francijo in tako naprej. Zdaj smo na tem, da pravzaprav hodijo gledati vsi veliki umetniki oziroma hodijo v Ljubljano gledati te stvari Plečnikove. Nedavno je bil tukaj Frank Gehry, znameniti arhitekt, ki ga poznate, ki je v Bilbao delal in še po Ameriki in tako naprej. Ta je prišel samo zaradi Plečnika v Ljubljano in je seveda z zanimanjem si te stvari ogledoval. To se pravi, če mi tega ne razumemo, prvič nimamo pravice tega uničevati, zato ker bojo mogoče to naši zanamci razumeli, po drugi strani pa to edina stvar, ki nam da neko samozavest. Mi, ko vstopamo v Evropsko unijo, pač smo predali del naše suverenosti, smo predali Bruslju. Kaj nam je ostala? Ostala nam je samo kultura. Kaj je kultura? To se jaz sprašujem, jaz sem na Ministrstvu za kulturo v službi in pri najboljši volji vam ne vem povedati, kaj je danes kultura. Sprašujem ministra, ravno tako ne dobim odgovora. Sprašujem vratarja, namreč mi smo nasproti Metelkove in tam se dogajajo izredno čudne stvari, poleg mamil, pijančevanja, razbijanja, razgrajanja in tako naprej, kar se vse dogaja čez vikend. To se imenuje pač mesto alternativne kulture. Jaz ne vem, če je to alternativna kultura, pač jaz verjetno nisem kulturen. Ampak pustimo to. Gre za to, da mi se moramo zavedati, da imamo nekega genija. Mi smo majhen narod, niti 2 milijona nas ni, vendar imamo neverjetno dobre arhitekte. Če vzamemo Maxa Fabianija, ki je eden od vodilnih arhitektov bil v začetku okoli 1900 na Dunaju postavil 2 stavbi, ki sta Portwine Fix in pa stavba Artarija, to sta mejnika moderne arhitekture. Potem je to Plečnik, potem lahko vzamemo arhitekta Vurnika, ki je bil vsaj evropskega formata, ali pa arhitekta Edvarda Ravnikarja, ali ga imamo radi ali ne, ampak to je arhitekt vsem, ki je imel nek ugled. V čem je zdaj ta, mislim, se vprašamo, kako je to možno, da imamo Slovenci lahko na takem majhnem prostoru, s takim majhnim številom prebivalstva, arhitekte, ki daleč presegajo večje narode. Lahko se naše ozemlje je vedno na sičišču severa in Mediterana. To se pravi, mi smo bili narod, ki je poznal oboje. Mi smo znali graditi tako z opeko, kot s kamnom, kot z lesom in tako naprej. Svetloba v arhitekturi, ki je ni vsem dana, ki jo imajo severnjaki več, mislim, ker imajo temo, za katero Mediteran nima posluha, je ravno tako prisotna v delih Plečnika in njegovih sodobnikov. In pravzaprav imamo nek poseben smisel za to. In to pravzaprav to je tista stvar, na katero bomo mi lahko še gradili našo identiteto. Mogoče še par besed, da boste, ker bo, kot vem, mislim prikazal še ta film, ki je bil leta 1952 posnet. Film je edini dokumentarc iz življenja Plečnikovega. Vemo, da je Plečnik bil na Dunaju, so snemali o postavitvi vodnaka Karla Boromejskega v Tretjem kraju leta 2009. Je bil posnet kratek film, ampak Plečnik se vsem tem stvarem izognil. On se je vedno izogibal vsemu. Ko je recimo tukaj na teh boste videli na prizorih, kako Plečnik gre iz svoje hiše, je posneto bilo na triciklu na mostu, mislim, Trnovskem in pa še malo prej se nekdo delal, da popravlja tricikl, gor je bila neka kišta in iz te kište oziroma zaboja so potem snemali Plečnika, ko je šel ven. Ko so imeli v njegovi šoli, je bilo tudi, boste videli, je posnetek je zelo premaknen, zaradi tega, ker je bilo to snemano iz omare. In je asistent, ko je Plečnik prišel not, je asistent dal znak in potem je kamera stekla in so pričakovali, kaj bo Plečnik zdaj genialnega povedal o arhitekturi in o vsem tem. Bil je prehlajen, vzel si je nos, je očistil, oziroma z robcem si je očistil nos in potem govoril vse v strač, ki ga je tisti dan slišal, tako da iz tega ni bilo dost. Na zadnjem prizoru boste videli, ko se Plečnik sprehaja ob Gradaščici, in tam se sprehaja z Finžgarjem, s pisateljem Finžgarjem. Zelo slab posnetek, ampak čisto v zadnjem kadru boste to videli. Na kar je potem naslednji dan je Plečnik pripovedoval okoli, da je to se mu zdi neverjetno čudno, kako veliko časa ima Finžgar, da kar pride dopoldne k njemu, pa prav, če bi se šla sprehajati ob Gradaščici.
Mislim, zanimivo je to, ker so tudi pri nas na vrtu, na sosednjem vrtu so postavili kamere, so prebili zid, naredili luknje skozi zid in so pričakovali, da bo prišel Plečnik. Moj star oče takrat naredil veliko napako in je šel s taksijem v Plečnika. Plečnik je takoj nekaj zasumil in absolutno ni prišel in so potem morali že spet luknje zazidavati. Tako da, vidite, to je bil človek, ki se ni posebno rad fotografiral, ali pa, če so, mislim, lansko leto je umrla kiparka Laka Bratuš, ki je delala portret Plečnikov. Ona je to modelirala in potem je Plečnik te stvari sam še dodelal. To se pravi, on je imel izreden smisel za kiparstvo in je tudi te stvari domodeliral, tako da je stvar bila bolj monumentalna. Tudi v univerzitetni knjižnici je Plečnik predvidel celo vrsto, ko greste po stopnicah gor, je predvidel levo in desno vrsto reliefov. Ti reliefi niso bili izvedeni, zaradi tega, ker ni ga bilo kiparja, ki bi znal to tako narediti, kot si je Plečnik želel, tako je pustil potem brez teh reliefov in tako naprej. Bil je pač človek, ki je bil izreden risar, bil je izreden kipar in pa arhitekt. Danes se lahko od njega še marsikaj učimo. Mogoče bi bilo treba omeniti to, da vsaka doba, napredek v umetnosti bil vedno takrat, ko so bila v dobi neka trdna pravila. Tako recimo in napredek je bil samo v tem, da so ta pravila znali geniji presežiti oziroma da so jih znali narediti, kršiti ta pravila. Tako recimo si lahko predstavljate Michelangelo, ki je gradil, katerega vzor je bila antika, ampak to, ki je gradil, ni bila antika, ampak je bila renesansa, nekaj drugega. Ravno tako je bil Plečnik ta genij, ki je znal to presežiti. Doba, ki pa nima nobenih pravil, je na videz zelo svobodna, imate možnosti vse, danes je vse dovoljeno, vendar praktično nobenega velikega napredka ni zaradi tega, ker nimate česa kršiti. Danes izgledate zelo svoboden, ampak v bistvu ste zelo omejen, ker nimate nekega temelja, s katerega bi lahko to gradili. Toliko je in kot veste, se recimo danes še vedno poslušamo radi mogoče klasično glasbo in tako naprej, pri vsem tem, kar obstoja. In to je tisto, v katerem se vsaka generacija sproti, mislim, uči, sproti se vzljubi to glasbo in tako naprej. Ravno tako je z arhitekturo. Plečnikova arhitektura je tista klasična arhitektura, od katere se bodo vse generacije učile. Mi smo mislili, da bo po drugi svetovni vojni bo konec stebrov in vsega tega, da bo prevladal samo ta mednarodni, internacionalni funkcionalistični stil, kjer so vse stvari ravne, gladke, velike steklene površine in tako naprej. Pokazalo se, da pravzaprav to ne more biti naš ideal, ampak da človek vedno želi nekaj ukrasiti in tako naprej. Preživeli smo obdobje postmoderne. Postmoderna je bil slog, ki je pravzaprav se izživljal v krašenju, kjer ga pa ni bilo pravzaprav nič ni ostalo, zato je bila to neka parodija na antiko. Medtem ko Plečnikova umetnost je ravno tista umetnost, v kateri se bo še generacije daleč za nami lahko našla svojo inspiracijo za svoje delo in tako naprej. Da ne bi bil predolg, ker imate še drug program in tako bi končal in sem lepo zahvaljujem za pozornost. Če pa želite, pa kdaj se lahko tudi dobimo v galeriji in si pogledamo to razstavo. Hvala lepa. Za uk si prebrisane glave, a
Učinjen v trdne postave. Iščete sreča, ti je dan, najdel jo bošak, nisi zaspan. Najdel jo bošak, nisi zaspan. Glej, stvarnica vse ti ponudi, prejemat od nje ne zamudi. Linega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokav. Palca beraška, prazen bokav. Nekaj misli iz pisem arhitekta Jožeta Plečnika. Zastonj ne propade niti najmanjša iskrena beseda. Brez sledu ne izgine niti eno velikodušno dejanje. Ničesar velikega se ne zgodi brez navdušenja. Kar srce spozna za veliko, je veliko. Vzhičenje duše se nikoli ne prevara. Dobro je, da človek ve, kako se kaj dela, potem lahko odpušča drugim. Ni važno, kakšen naslov imate, ali ste doktor ali inženir. To je postransko. Važno je, da postanete človek. Najlepše je, ako človek lahko reče, jaz sem naredil, kar sem mogel in kar sem znal. Imam čisto vest in drugo mi nič mar. Dobrega delavca častim vsaj toliko kot velikega gospoda. Zahvaljeni, brezsrčno za ljubezen, gorečo, brez vračila in plačila. Se bi drugače ne bila ljubezen, ki ste jo živeli in živite, ki ste z njo gradili in gradite dom in domovino. Zahvaljeni brezsrčno za ljubezen, ki je ugrajena v vse, kar je zgrajeno in je blagoslovljeno vse, kar je iz nje rojeno in storjeno. Zahvaljeni. Zahvaljeni, ki ste jo zapisali s krvjo, v rodno zemljo in v srčne knjige, ki ste z njo odšli v minljivost, ne vedoč, da ni minljiva. Zahvaljeni, ki z njo delite naš usodni čas. In zahvaljen čas, ki ga živim in ga sprejemam kakor dar in milost. Primerno sledi pesem Komenska, ki jo je posebej za moški pevski zbor Komenda pripravil Janez Močnik, kateri je tudi med nami. Stari hram mogočni vstaja, z roba pisanih dobrav. Že stoletja z vrha gleda in pošilja nam pozdrav. Naš patron
sveti Peter, v roki rajski ključ drži, da Komenčanov noveden vrat nebeških ne zgreši. Životnik naj tu prebival in potil se kmečki rod. Mal težki je komendator, bil Komenčanom gospod. Komaj plug je svoj zastavil, brazdoumni gospodar, že prezračil celo faro, Peter Pavel je glavar. Naš patron sam sveti Peter, v roki rajski ključ drži, da Komenčanov noveden vrat nebeških ne zgreši. Vabim župana občine Komenda Tomaža Drolca, da se mi pridruži na odru. Ja, hvala lepa za povabilo. No, naj rečem, da gotovo zdajle jaz nimam veliko besed. O našem umetniku, ki ga imamo kar malo za našega, zato sem bil kar mal presenečen, ko je slavnostni govornik rekel, da je presenečen nad takim obiskom. No, jaz nisem, saj mi znamo ceniti delo in se mi zdi, da smo že svojo prisotnostjo na današnji slovesnosti to tudi pokazali, koliko nam je vreden naš, bomo rekli, tudi koliko so nam vredni naši dragulji v naši občini, katere nam je gospod Plečnik zapustil. No, če mi dovolite, bi se seveda v svojem imenu in v vašem imenu, upam, da mi dovolite, zahvalil prav vsem, tako članom, ki so se nam pridružili oziroma ki so prišli z Ministrstva za kulturo, kakor seveda našemu, bom rekel, zdajle kulturnemu društvu na čelu z gospodom Vidom Koritnikom in se mi zdi, da vsi, ki so že nastopali oziroma ki še nastopajo, da si zaslužijo en velik aplavz in smo za aplavz. Mislim, da jim lahko rečemo res hvala, da se je to dogodilo prav na današnji dan, na katerega obletnico praznujemo rojstvo tega slovenskega velikana, se mi zdi, da smo Komenčani še kako lahko ponosni. In tudi sam sem ponosen in hvala lepa. Gospod župan, lahko pridete še malo nazaj, prosim. Sedaj pa vljudno vabim na oder gospoda Mojmira Tuzona. Ja, glejte, no, kako pri nas znamo v naši občini ceniti vso kulturno dediščino, ki so nam jo pred namci zapustili, smo, se mi zdi, lepo povedali tudi s knjigo, katero smo pred mesecem dni, dobri mesecem dni tudi izdali, to je po poteh kulturne dediščine v občini Komenda. V njej smo popisali prav vse tisto, kar sodimo, da je prav, da tudi mi pustimo za zanamce in da to tudi pokažemo širom naše domovine po celi Sloveniji. No in eno od teh knjig, če dovolite v vašem imenu, zahvalo, tudi vam izročam. Hvala lepa. Ja.
Tole, a tukaj jaz. Še dr. Damjan Prelovšek. Ja, hvala lepa tudi za vaš trud. Izvolite, spomin na komendo. Najlepša hvala. Prosim. Gospod župnik Zdravko Žagar. No, gospod Zdravko je gotovo to že vse videl, ampak vseeno, da ne bo pozabil. Gospod Zdravko, ne bote, možemo biti tak. Gospod Tone Kuntnar. Gospod Fran Čebulj. No, se mi zdi tako sosedom kot vsem ostalim, se mi zdi, da lepšega darila z kakšne take prireditve človek ne more odnesti kot knjigo o tistih ljudeh, ki tle prebivajo, ki so prebivali in ki mislimo, da še zmeraj kaj upamo lepega narediti. Francer, hvala lepa, se mi zdi, našmo gotovo največjemu prijatelju naše občine in mojemu osebnemu tudi. Francer, hvala lepa za obisk, izvolite. In še gospod Miha Jarc. A zdaj pa sva. Hvala lepa.